Spoštovane, spoštovani, dober večer. Prav lepo vas je videti v takem številu. Nekako se mi zdi, da smo danes zbrani tu predvsem ljudje, ki nam ni vseeno za Slovenijo. In današnja dva gosta sta gotova dva človeka, ki ima pa sploh ni vseeno za Slovenijo. Na oder vabim predsednika Zbora Republike, gospoda Franceta Cukjatija, in predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Pozdravljeni, dober večer. Vaše mesto je tukaj. Ne bom kradel časa, ker mislim, da sta veliko bolj zanimiva sogovornika, kot poslušati mene. Naj povem samo to, da proti koncu pogovora boste imeli možnost tudi vi postaviti kakšno vprašanje, tako da lahko že zdaj začnete razmišljati, kaj vas zanima. Zdaj pa predlagam, da prevzameta besedo gospod Cukjati in gospod Janša. Ja, lep dober večer. Tu ob Soči, v Soški dolini, to se pravi nekoliko stran iz Ljubljane, nekje v kraljestvu lepih gora. Malo sem šel okrog in sem videl zasnežene vrhove. Nekako slovenska podoba, ki jo ne vidiš povsod. In to ostane v tebi, kamorkoli greš. In seveda, ko se tukaj srečamo pod naslovom Slovenija ni samo Ljubljana, hočemo povedati prav to, kar v jedru Slovenije, to se pravi v glavnem mestu, vse bolj izginja, v okolici pa vse bolj se prebuja. In seveda, če velja v Ljubljani, tako kot je nekoč Merklova v Nemčiji, migranti will come, dobrodošli migranti, dobrodošli Legebitra, dobrodošli tujci, ki vas bomo naselili in vam dali neprofitna stanovanja. To je Ljubljana. To je Ljubljana. In sedanji predsednik vlade je rekel pred nastopom svojega mandata oziroma pred volitvami, mi bomo pa čisto drugače. In imamo občutek, da je res čisto drugače. In kako ohraniti slovensko dušo, demokratično življenje, o katerem smo sanjali dolga leta, in demokracijo, kako to ohraniti, edina pot je zavedati se, kaj se dogaja, osveščanje. Mi ne gradimo na medijskem konstruktu, na oblikovanju lažnega sveta, ne vem kakšnih umišljenih nazorov in podobno, ampak na resnici. Ljudje morajo vedeti, kaj se z nami dogaja. In potem seveda ni problem iti na volitve. In potem bo veljala Cankarjeva beseda, narod si bo pisal sodbo sam. Zato seveda gospoda Janeza, se te lahko tikam, ne? Ja. Sem starejši, ne? Imam pravico. Ja. In gledajte, tu imamo človeka, ki je bil že
mnogokrat minister, premier, vodil je vlade, odlično, vsakokrat odlično vodil, nobenih prepirov v vladi, nobenega razsula, tako kot se sedaj dogaja, kot neko razsulo, pa še ni niti pol mandata preteklo. In seveda nam bo on lahko povedal marsikaj. Zaradi tega bi jaz kot prvo vprašanje, da ga izzovemo, ali si ti predstavljal, kaj se bo dogajalo po enem, po 2 letih ob tem nastopu, ob tej vladi, v tej ideologiji, ki se je pred volitvami pojavljala. Ja, najprej en lep dober večer vsem skupaj, hvala za tako lepo udeležbo. Tudi hvala kolegom tukaj pa Zboru za Republiko za organizacijo tega pogovora. Po tistih prvih tvojih stavkih mislim, je kar težko začeti, ki so bili zelo pesniški, je kar težko začeti s kruto realnostjo. Ta ni samo pesniška, je v veliki meri takšna, kot je bilo opisano v nadaljevanju. Zdaj, mogoče bi začel s tem, da danes je bila na založbi Mladinska knjiga predstavljena še ena od številnih knjig dr. Dimitrija Rupla. Govori pač bolj o času slovenske osamosvojitve, o tistih usodnih časih. Tam je bilo tudi veliko novinarjev, ker je bil tudi Milan Kučan, tam je bilo tudi zelo veliko kamer. Pa je novinarje zanimalo, ali je to, kar danes smo, ali je to, kar danes je slovenska država, način, kako pač živimo v njej, to, kar smo si takrat pred 30 leti in še več, ko smo šli na plebiscit, pa ko smo bili vsi veseli rojstva samostojne Slovenije, ali je to, kar danes imamo, utelešenje te predstave od takrat ali ne. In to je precej kompleksno vprašanje. Tisti, ki ste, rekel, pri polni moči doživljali čas slovenske osamosvojitve, veste, da so bile naše predstave malo drugačne. So bile idilične v mnogih pogledih, glede na to, kar danes je. Kljub temu pa je še vedno mislim, da je tisti stavek Ivana Omana, ko je rekel, ko so ga vprašali takrat pred plebiscitom, kakšna bi morala biti po vaše samostojna Slovenija. In tem odgovoru je gospod Oman med drugim rekel tudi, da Slovenija lahko postane Švica. Švico smo si takrat predstavljali kot čudežno deželo blagostanja, visokih plač, demokracije, svobode medijev, varnosti, razcveta, miru, blagostanja. V veliki meri Švica to tudi še danes je še bogatejša, moram reči. In že takrat so se nekateri temu stavku Ivana Omana posmehovali. Češ kar govorite, usoda Slovenije je v Jugoslaviji in brez Jugoslavije bomo jedli travo. To je stavek, ki smo ga velikokrat slišali od nekaterih. Zdaj, po kakih 15 letih so gospoda Omana spet vprašali, po kakšnih 15 letih samostojne Slovenije so gospoda Omana spet vprašali nekje, ali bolj tako, rekel, zajedljivo ga je novinarka vprašala, a smo že postali Švica, zdaj po teh 15 letih. Pa je Ivan Oman rekel, ja nismo še, ker za Švico je treba tudi malo švicati. Pa je Polona končala pač pogovor v to smer.
Zdaj, če realno pogledamo na teh zadnjih 30 let, na voljo so tudi vsi statistični podatki, ekonomski podatki, podatki o kvaliteti življenja, družbenem razvoju, socialni enakosti, vse to nam statistika ponuja. Najpomembnejši podatek, kar se tiče te želje, da postanemo razviti, ne, da postanemo druga Švica ali pa Alpska Švica, podalpska Švica, je podatek o kupni moči prebivalstva. To, kar si vsak med nami v povprečju, kar se standarda tiče, lahko privošči. No in tukaj je, glejte, bom začel s tem. Ko je razpadala stara Jugoslavija na začetku druge svetovne vojne, je bil tisti del Slovenije, ki je takrat spadal v staro Jugoslavijo, Primorska, žal ni, nekje na 80%, 75–80% razvoja oziroma kupne moči sosednje Avstrije, ki je potem Hitlerjeva Nemčija sicer priključila, ampak zadnja statistika, ki je objavljena v tej primerjavi, kaže, da pač smo bili pred drugo svetovno vojno po standardu za Avstrijo, ampak ne tako veliko, 20–25%. No, potem so prišla cvetoča cvetoča v narekovajih desetletja socializma in ob koncu tega obdobja pred slovensko osamosvojitvijo oziroma ob slovenski osamosvojitvi je bil povprečen standard v Sloveniji, mislim, da 37% avstrijskega. Nismo ravno napredovali, primerjalno gledano. No, ampak od tega velikega zaostanka na začetku naše samostojne poti je Slovenija konec leta 2008 prišla na 91% evropskega povprečja. Avstrija je bila sicer kar nekaj nad tem povprečjem, ampak Italija je bila takrat na povprečju. Leta 2008 je bila Italija na 100 odstotnih točkah evropskega povprečja po kupni moči na prebivalstva, Slovenija pa prišla na 91%. Če bi tista vlada imela še en mandat in bi se razvijali z enakim tempom, kot smo se v mandatu 2004–2008 ali pa tudi v povprečju od 1992 do 2008, bi mi Italijo ujeli v naslednjih 4 letih. Ampak kaj se je pol zgodilo? Nastopila je pač finančna kriza, ampak ta je bila v celi Evropi, ni bila samo pri nas. Ampak pri nas je bila najdaljša. Pri nas smo imeli takrat mojstre na vladi, ki so nas ogromno zadolžili, vlagalo se pa ni nič. In Slovenija je rabila dobrih 5 let, da se je izkopala iz recesije in smo šele pred nedavnim se približali spet tej točki, na kateri smo bili leta 2008. Se pravi, zadnje desetletje pa pol slovenskega razvoja ni tisto, kar smo si želeli v času, ko smo glasovali za samostojno Slovenijo. Zdaj se lahko malo vprašamo, kaj se je v vsem tem času dogajalo. To je bil predvsem čas grobega notranjega političnega spopada, ukradenih volitev leta 2014, medsebojnega obračunavanja, izključevanja, novih obrazov, nekompetentnih vlad in smo zaostajali. Leta 2021 je Slovenija prvič spet dosegla gospodarsko rast preko 5% in po mednarodnih lestvicah smo pač to covidno obdobje zaključili kot druga najuspešnejša država. Zdaj, zakaj to govorim? Govorim zato, da pač podkrepim to svoje prepričanje, da tiste besede gospoda Omana niso bile iztrte z vit. Mi smo imeli v tem času 30 letih obdobje, ker smo dokazali, da se lahko razvijamo
tako hitro, da bomo dejansko prehiteli nekatere države, ki smo jih še 30 let nazaj gledali v hrbet. Sej sami veste, kam smo takrat hodili po špezo in rekel, ostale artikle ob koncu razpadanja Jugoslavije. Slovenija ima potencijale, jih pa ne izkorišča. Ne izkorišča. Še posebej jih ni možno izkoriščati, če pač pride neka vlada, pa prav. Zdaj pa naša prva naloga, da počistimo vse za prejšnjo vlado. Karkoli so naredili, je slabo. Trenutno imamo vlado, ki je pač začela na ta način in ni čudno, da še ni niti polovice mandata in se stvar razsuva. Ampak, gledajte, mislim, človek ne more biti vesel na tem, ker pač kljub temu, da gre za zarečen kruh, posledice pol plačujemo vsi. To se pozna na položnicah, ki jih plačujemo, na plači in pokojninah, ki jih dobivamo na splošnemu standardu in pač na primerjavah, ki jih je vedno možno narediti, kje so drugi, pa kje smo mi, še posebej zdaj, ko smo znotraj enotnega trga Evropske unije, kjer se ni možno več zgovarjati na Beograd, pa na to, da moramo nekam nekaj preveč dajati, imamo približno enake pogoje kot drugi, formalne pogoje in je v veliki meri od nas odvisno, kako se stvari odvijajo. No in še čist za konec tega odgovora, komentar tega, kar je prej dr. Cukjati rekel, kako je ta vladna koalicija obljubila, da bo delala drugače in da je to edina obljuba, ki so izpolnili. Seveda so se ljudje potem drugače predstavljali, mogoče kaj drugega. Res je, prejšnji mandat je bil težak, bil je COVID, restrikcije, omejevanja, to ni ravno dobro padlo, ker pač je bilo treba tehtati zdaj, kaj je večja pravica, ali pravica do zdravja in življenja, ali pravica do protesta. Jaz mislim, da je vedno pravica do življenja in zdravja pred pravico nekaterih, da kolesarijo po Ljubljani in pač širijo virus. Ampak ta vlada je takrat, ali pa ljudje, ki so zdaj v tej vladi in stranke, so trdili, da je pravica do protesta nad pravico do zdravja in življenja. In so pol začeli vračati globe tistim, ki so jih morali plačati, ker so pač kršili te zdravstvene odloke. In s pomočjo, moram reči, z veliko pomočjo medijev, je nastalo neko ozračje, ker pol pride nekdo pa pravi, jaz sem pa Gibanje Svoboda, zdaj bo pa vse svobodno, ne bo več restrikcij, to ima potem odmev v javnosti in volilnem telesu. In dobili so sanjsko večino v državnem zboru. Sam na isti način, kot pač dobiš na ta način to večino, seveda ni možno voditi države in reševati vsakdanjih problemov. V Sloveniji, pa čeprav ni največja država na svetu, se vsak dan zgodi mnogo ljudi umre, mnogo nesreč je, mnogo izzivov, mnogo problemov je treba reševati in tega seveda ni možno s propagando. S propagando se lahko to nekaj časa zakriva, ne more se pa teh problemov reševati in potem seveda se poje veliko zarečenega kruha. Zadnji tak kos kruha z zarečeno skorjo je zdaj trditev, da pa pravica do stavke zdravnikov ni nad pravico do zdravja. Zdaj pa je to naenkrat obratno. V času covida je bilo tako, zdaj pa drugače. Če bo volilno telo to kupovalo dolgo časa, potem bo šlo še dolgo časa v isto smer. In še najbolj konkreten prikaz tega, kako se dela drugače. Naša poslanska skupina je bila v vaši regiji v ponedeljek. Pred nekaj dnevi smo bili tudi tukaj na tolminski občini, ker je bilo srečanje županov
iz tega dela Slovenije z našo poslansko skupino in tam smo poslušali probleme, odprte probleme, ne samo v Tolminu, ampak tudi v okoliških občinah Zgornjega Posočja. In to so pač problemi, ki jih je možno rešiti, ne vem, obvoznica, dokončanje nekega projekta, šole, športne dvorane, doma za starejše, pločnik, javna razsvetljava, sanacija struge po poplavah, sanacija plazov. Ko to sešteješ, to so projekti, tam od pol milijona do 5 milijonov, skoraj že ni bilo projekta za 5 milijonov. Ko si to sešteješ za cel ta del Slovenije, pa ne priješ do 50 milijonov. In smo slišali od županov, to je bilo že v NRP-ju, pa so dali ven, ta obvoznica do leta 2027, ne razmišljajte o tem, čeprav je bilo to že v proračunu. In ko smo se peljali nazaj v Ljubljano, z avtobusom smo se o tem pogovarjali, smo to malo seštevali in smo primerjali. In zdaj so aktualne, mislim, prej smo se, 5-6 tednov se je slovenska javnost ukvarjala z nakupom te podrtije na Litijski za sodno stavbo. Kjerkoli medij si odprl, je bila ta tema, v veliki meri upravičeno. Vlada je med Božičem in Novim letom prerazporedila milijone iz sredstev iz postavke za naravne nesreče na karkoli se je katero ministrstvo spomnilo. Ministrstvo za pravosodje se je spomnilo, da bi kupilo neko podrtijo v Ljubljani na Litijski cesti, brez parkirišč, brez tega, da bi jo dalo cen, brez tega, da bi ministrica šla to vsaj pogledati, pa ima 5 minut mogoče do tam z avtom od sedeža ministrstva. 2-krat je bila zadeva na vladi, 2-krat so odobrili. Pa ne bi zdaj o tem, ker pač bi preveč zašli. Govorimo o vsoti, 8 milijonov se je dalo tja. In potem zdaj zadnje 2 tedna so v javnosti te gromozanske številke z obnovo železniških postaj. V Novi Gorici za 80 milijonov, na Jesenicah za 170 milijonov. Železniška postaja na Jesenicah, 600 ljudi uporablja vlak tam, ni to neko veliko svetovno vozlišče. Zdaj, kaj mislijo tam postaviti za 170 milijonov? Za tretjino te vsote rešite vse te probleme, ki so jih župani naštevali v ponedeljek, ko smo bili tukaj. Ta denar se zdaj pač dal nek gradbeni projekt. Zdaj, ko so začela postavljati vprašanje, kako je to možno, da to košta 170 milijonov, ja, so rekli, vse se je podražilo. Mislim, govorimo o 4% inflaciji, ne more se to podražiti za 50%. Ne, gre za to, da pač se stavljajo karteli, vsi so malo zraven in pol se nabijajo cene, noben se pol ne pritoži. Če so vsi zraven in se stvari delijo, pa še potem se aneksi podpisujejo. In to je zdaj očitno neka moda. Imamo pa železniško omrežje je potrebno obnove, ampak najprej moraš ti obnoviti osnovno infrastrukturo, pol pa postavljaš postaja z zlatimi WC-ji, če imaš denar, pa mislim, da ga nimamo. Imamo pa, ne vem, kdor se je kaj ukvarjal za zgodovino prometa, recimo ve, da je vlak od Ljubljane do Jesenic pred Prvo svetovno vojno, ko so bile parne lokomotive, po tej isti progi vozil manj časa, kot vozi danes. Manj časa, kot vozi danes. Ampak mi ne obnavljamo proge, obnavljamo postajo za 170 milijonov. Ob tem, da je polno odprtih problemov. Recimo, moj otrok hodi v šolo, ki nima telovadnice, je montažna, nekako v istih razmerah, kot sem jaz hodil pred desetletji v osnovno šolo. Pa zato ni denarja, pa smo pač na obrobju mestne občine.
Delamo pa tam stvari, ki po nobeni zdravi logiki pač ne morejo toliko koštati, ne. Mislim, to je tisto, kar delajo drugače. To je tisto, kar delajo drugače. V naši vladi smo kako leto pred koncem mandata je bil zaključen velik razpis za investicije v šolsko infrastrukturo. In občine so prijavljale projekte šol, vrtcev, športnih dvoran, športnih terenov takrat na tistem razpisu. In je bilo teh prijav, mislim, da preko 70. Na koncu je izkazalo, da pač je denarja v tem razpisu za mogoče dobre 2/3 teh projektov, ostalo je pa zmanjkalo, čeprav so bili tudi upravičeni projekti. In takrat je naša koalicija sedela v dvorani Državnega sveta, poklicali smo ministra za finance, če so še kje kakšne rezerve in so se začele iskati rezerve in potem je vlada odobrila vse projekte, ne. Tudi za tiste občine, ki bi drugače izpadle, ker smo poiskali rezerve za te stvari. To je recimo ena od točk, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenja, kjer ta vlada ravna drugače, ampak v obratno smer. Ja, vsekakor se vsa ta rabota nekje pozna tudi v našem življenju. Glejte, Janševa vlada v tistih 2 letih, malo več, je pripravila zakonodajo za dolgotrajno oskrbo. Vi veste, kako je hudo, če recimo ostareli ljudje ostanejo recimo doma, pa sta oba, mož in žena, v službi, vsaj dopoldne, če je nepokreten, bi potreboval nek obisk, 1 uro pomoči, da recimo uredi sanitarije, da človeka obišče in podobno. Ali dolgotrajna oskrba v domovih za ostarele, vse več je starih, tudi ti niso urejeno obravnavani. Vse to je bilo pripravljeno, tudi sredstva so bila pripravljena, ampak ta vlada je takoj na začetku prestavila začetek za 1 leto. In ker ni bilo leta 2023, so potem prestavili še za 1 leto za 2024. No, ko je prišlo po 2-letnem zamiku, se je ugotovilo, da ni denarja. Da ni denarja. In z tega ni nič. To je eden redkih projektov, ki ni bil samo ukinjanje, razgradnja, kot je recimo ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, potem je ukinitev demografskega sklada in podobne stvari, tudi dan spomina na žrtve komunističnega nasilja je bilo ukinjeno. Mnogo stvari je bilo ukinjenih. Nekega bogega projekta dolgotrajne oskrbe niso bili sposobni peljati. Zaradi tega, ker so takoj prve dni po oblikovanju vlade pravzaprav razsuli milijone nevladnim organizacijam, ki so seveda prej demonstrirale na njihov račun. In to tudi takim milijone, pazite, ne tisoče, ne 10 000, milijone, tudi takim nevladnim organizacijam, ki nimajo niti enega zaposlenega. Potem seveda so prišle druge stvari, kot so aneksi, kot so podražitve raznih investicij, kot je nabava te podrtije za skoraj 8 milijonov. In ostali smo bosi, revni, ni denarja. To bi morali se mi zavedati,
kakšni ljudje pridejo do teh položajev in kakšne ljudi je treba voliti. Poglejte, sedaj smo videli, da pravzaprav naš premier, sedanji premier nima ravno srečne roke pri imenovanju ministrov, sekretarjev, vedno je nekaj narobe, vedno odpiše enega, drugega, tretjega in kar izbere je še slabše. In tako imamo tudi primere, da recimo vstopa oziroma vpliva na delovanje inštitucij, ki imajo nalogo spremljati korupcijo, ki imajo nalogo pravzaprav v smislu pregonov kriminala in podobno. Predvčerajšnjem smo bili obveščeni, da je Robert Golob zahteval izločitev namestnika predsednika KPK, to se pravi protikorupcijske komisije, Simona Savskega, ki je seveda vrtal po tistih stvarih, ki jih je premier pravzaprav zagrešil. Vi veste, da je javno govoril in povedal, da je treba očistiti janšistov. Janšistov. Zdaj, kdo so janšisti, ne vem, a si tudi ti janšist? Ja, samo vprašam. In to je pritisk na ministrico, politikantski pritisk. In seveda zaradi tega ona je to sprožila in zaradi tega KPK vrta po teh stvareh. Mora, čeprav verjetno ne bo nič, ampak mora. Ne? No, in on hoče zamenjati človeka. A si zamislite, da bi to bilo v času Janševe vlade? Ne? In podobno se dogaja tudi recimo pri oblikovanju organov pregona oziroma dajanje njihovih nalog njim, ki je tudi sproženo zoper Goloba, je prevzela pregon znana tožilka Blanka Žgajner. Ti jo verjetno poznaš. Kako to, da je ona slučajno dobila primer Goloba v roki? No, upam, da boš odgovoril, vsaj okoliščine. No, ta ime je znano, ne? Ta konkretna tožilka je recimo dan prepozno, mislim, da vložila neko pritožbo v zadevi Balkanski bojevniki, ne? In potem se je cel postopek zavrtel še enkrat do zastaranja, a ne? In je to sigurno slovenske davkoplačevalce, poleg tega, da pač barabe niso bile kaznovane, je slovenske davkoplačevalce stalo na milijone evrov, ne? Zaradi varnosti, konvoji so se vozili, posebne dvorane so najemali, ne? Za ta teater. Pa kaj v tisti zadevi gospod Janković, pa farmacevtka, ne? Je tudi nekaj pozabila, pa je vse padlo, ne? Tako da, ja, pač znano ime, ki zagotavlja, da bo postopek kontrolirana, ne? Zdaj, če se bo zdelo, da je novi obraz odslužil, naj bo šel naprej, če pa, dokler se pa to ne bo zdelo, pa pač ne bo šel naprej, ne? Tako, isto je ko gre za KPK, zdaj te institucije v Sloveniji so karikatura pravne države, žal. Je treba to reči in to je velik problem slovenske demokracije, ne? Pravzaprav je situacija takšna, da je težko razumeti, če ne poznamo stvari tudi malo globje. Zdaj, ko sem prihajal v dvorano, sem videl, da nova založba tukaj oziroma založba Nova obzorja,
tukaj ponuja nekaj zanimivih knjig na polici. Recimo ena od knjig, ki pomaga razumeti, zakaj se marsikaj dogaja, kar se dogaja okrog nas, pa se nam zdi čudno, pa si ne znamo to čisto razložiti, je tale drobna brošura, težko bi rekel knjiga, po obsegu Forum Sao Paulo, Kulturna vojna. Zdaj mogoče kdo že prebral, zdaj pač bo mikrofon tudi v vaših rokah, lahko kaj poveste o tem. Ko sem jaz to knjigo začel brati, pa pač stvari, kar poznam, vsaj domišljam si, jo nisem nehal brati, še v originalu, potem sem priporočil, da se tudi prevede. Ta knjiga ima sicer naslov, ki se zdi pač komu malo oddaljen, Sao Paulo, to je neko mesto tam v Južni Ameriki, kjer so dirke Formula 1, to mogoče večina ve, kaj je ta forum. Bolj znano ime je Forum 21. Forum Sao Paulo, Forum 21, če ste to knjigo prebrali, vam bo jasno, zakaj je bil pri nas ustanovljen Forum 21. Pač ni časa, da bi šli bolj v vsebino, ampak dejstvo je, da to, da preberete to knjigo, ki je pisal venezuelski disident iz prve roke, to ni neko akademsko nakladanje, pojasnjuje tudi marsikaj, kar se danes dogaja v celotni zahodni civilizaciji, v Evropi, Združenih državah in širše. Tako da res priporočam za branje in ni težko branje. Vidim pa tukaj tudi poslanskega kolega Braneta Grimsa, ki je pa napisal knjigo o kulturnem marksizmu v Sloveniji. Mislim, da je pred kratkim išla, se tudi splača prebrati. Je pa, rekel, še bolj konkretna, kar se tega tiče. No in ta knjiga ima tudi nadaljevanje, volilne prevare Foruma Sao Paulo. Govori sicer o nekem drugem okolju, pa drugih državah, sem, ko jo boste prebrali, boste ugotovili, da pa nekatere zadeve v zvezi s tem, kako pri nas potekajo recimo predčasne volitve, kako nam ukinjajo okraje, volišča v okrajih, kjer sicer recimo naša stranka dobiva dobre rezultate, kako se naenkrat pojavi računalniška napaka v sistemu, pa se izračunajo mandati nekomu, ki pač jih ni dobil, kot se je zgodilo na zadnjih volitvah. Mi mogoče mislimo, da je to slučaj, mogoče kako od teh zadev tudi je slučaj, čudno je, da se take stvari tudi drugod dogajajo in da so bile tudi raziskane in se ugotovilo, da to ni slučaj. Tako da tudi ta knjiga je nekaj, kar se zelo hitro prebere, pa pomaga odgovoriti na številne vprašanja, ki si jih postavljamo, pa ne dobimo odgovora. Pa še par drugih knjig je. Ena, ki je išla včeraj, predvčerajšnjim, je 1994 Zarota Depala vas. Veliko vas je v tej dvorani, ki ste vsaj nekaj slišali o tem. Zdaj je 30 let od tistih dogodkov. V Sloveniji je tako, da stvari, ki ne dobijo epiloga, pa dvignejo veliko prahu v javnosti, imenujemo afere. Tudi temu zapravljanju vašega denarja z nakupom te podrtije na Litijski se pravi afera. Jaz upam, da bo stvar dobila tudi sodni epilog, čeprav so ovadili samo uradnike, ne pa tistih, ki so odločali pa pogodbe podpisovali, ampak mogoče bo kdaj zadeva dobila nadaljevanje. Zdaj, značilno za take afere, ki pač ne dobijo epiloga, je to, da včasoma se to utone v pozabo in se stvari ne razjasnijo. No, kar se tiče Depale vasi, je zadeva drugačna, ker je bilo pač v teh 30 letih odkrito celotno ozadje. Bolj po slučaju je bila odkrita dokumentacija, ki so jo naredili tisti, ki so pač
ta mini državni udar takrat izvedli. Dokumentacija z podpisi, z štampilkami, z odkritim priznanjem človeka, ki je načrt naredil, ki je napisal. Ta načrt za odstranitev ministra za obrambo, to sem bil takrat jaz, je nabor ukrepov, ki so izven ustavnih okvirov. Ampak lahko to vseeno izvedemo, če dasta soglasje predsednik republike in predsednik vlade. In so očitno dobili soglasje in se je zadeva izvedla. In kako se je izvedla, je pač tudi v tej dokumentaciji. V času, ko je hrvaško pravosodje vodilo procese proti nekdanjemu omrežju tajne politične policije Jugoslovanske armade, znana je bila pod kratico KOS, saj starejši se to spomnijo, še posebej tisti, ki smo bili v JLA, ko je šlo za služenje vojaškega roka, zelo glasna kratica. Na Hrvaškem so potekali sodni procesi proti nekaterim funkcionarjem KOS-a, med drugim tudi proti načelniku oddelka KOS-a za specialno bojevanje. Specialna vojna, to je znan termin, kdor je bil v JLA, ve, da se je s tem skozi srečeval. No in ta oseba po imenu Radenko Radojčić je med drugim pač v tem sodnem procesu, ker je razlagal, kje je vsebil, kaj je počel do leta 1994, ko je bil na Hrvaškem ujet. Opisal tudi, kako je sodeloval pri izdelavi tega načrta Depala vas leta 1994 na povabilo ljudi iz Slovenije, vse z imeni, priimki, datumi, tako da to celotno pričevanje je tudi objavljeno v tej knjigi. In kdor to prebere, bo pač vsaj pri eni zadevi, ki se je nadela ime afera, videl tudi ozadje, kako so se stvari dejansko dogajale. 30 let je minilo, pač nobenih praktičnih posledic tega, ampak zanimivo za prebrati tudi zato, ker pač nekateri elementi globoke države, ki so takrat pač naredili ta načrt, obstajajo še danes. Ko pogledate te dokumente, imena in priimke, boste videli, da tudi marsikaj, kar danes, ki je potekal v ozadju, nekako poganja, če že ne isti, pač ne povsod iste osebe, pač isti način dela, pa pristopa. Tako da se pač splača prebrati tudi mlajšim, ki se tega ne spomnijo, ker bo lažje razložljivo to, kar se danes dogaja. Dodali bi lahko še k temu, da je potrebno vedeti, v kakšnem svetu živimo in kaj se z nami dogaja. Če zelo spremljamo okolje in okoljevarstvenike, poudarjajo to, torej v okolju, v katerem živimo. In tukaj je družbeno-politično okolje v Sloveniji postalo slabo. Omenjeno je bilo, da smo pravzaprav tudi padli glede velikosti oziroma standarda bruto družbenega proizvoda in podobno. Zadnje raziskave svetovne oziroma analize govorijo o ekonomski svobodi, ki seveda predstavlja kriterij mnogih drugih bonitet oziroma kakovosti življenja. In če smo bili prej skorajda v evropskem povprečju oziroma smo bili, smo danes leto in pol po prejšnjih podatkih slabše kot vse nekdanje vzhodne komunistične države.
od Estonije, Litve, Latvije, Poljske, Češke, Slovaške, tudi bolje od Bolgarije in Hrvaške. To nekaj pove. To ni treba ne vem kako analizirati, kateri so tisti vzvodi, kateri so tisti elementi, tisti kriteriji, ali je davčna obremenitev gospodarstva, delavstva in podobno zaposlenih ali kaj. Ne, ampak nekaj se dogaja in krivdo za to nimamo posamezni zaposleni. Nimamo, ker smo isti, kot smo bili pred 2 leti, kot pred 3 leti. Spremenila se je vlada. To so resne zadeve. No, jaz bi pa tukaj še eno stvar, eno dogajanje sedaj v zadnjih časih, bi prosil tudi, da se dotakneš in obrazložiš, namreč Središče ob Dravi, potem Brežice, tudi Ormož se omenja, naj bi bili v te kraje veliki migrantski centri postavljeni, ker Ljubljana se duši od tega. Danes po noč zvečer nihče na Viču ne upa na cesto. Slišal sem, da ženske pa sploh ne. Vi veste tudi primer, kako se obravnavajo razna posilstva, ko so neko deklico zjutraj v vlažnem vrtu sta hotela 2 posiliti in sodba je bila, da sta jo nezakonito oziroma protizakonito zadrževala. Vsak bo rekel, ja, kako pa naj jo posili, če jo ne zadrži na tleh. Torej, takšen nonšalantni odnos do teh stvari, ki se nam dogajajo, seveda odmeva po Sloveniji in v teh krajih, kamor naj bi bili veliki migrantski centri postavljeni, se ljudje upirajo, resno upirajo. Če spremljate medije, potem to čutite. In jaz sem zelo vesel, če bo naša poslanska skupina speljala projekt, ki je v načrtu, da se pravzaprav sprejme nek zakon, da mora lokalno prebivalstvo soglašati s takim projektom. Zamislite si, da sem v Tolmin pride recimo nek center s 500 ali pa 1000 migranti. To spremeni življenje v kraju, spremeni. In brez soglasja je to, ne vem, po moje je to nezaslišano, da brez soglasja kar ukažejo, pok, dobite to in to. No, če bo to sprejeto, pol verjetno bo dobro. In kakšne obeti, kaj misliš k temu migrantskemu navalu, ki seveda se stopnjuje. Sedaj je še enkrat več migrantov, kot jih je bilo pred 2 leti, na mesec, na teden, na vikend, celo 3-krat več. Kako to urediti? Kaj narediti? Se to ne more iti v nedogled. Ja, 2 temi si odprl, ekonomska svoboda pa migracija. Zdaj, kar se tiče ekonomske svobode, tukaj je pri izračunavanju ekonomske svobode v neki državi več kriterijev. Zdaj, če koga to zanima, na spletu je to vse objavljeno. Recimo eno od pomembnih kriterijev je tudi obremenitev. Davčna obremenitev delodajalcev in zaposlenih. In jasno, zdaj po tem kriteriju smo padli. Mi smo kljub covidu v prejšnjem mandatu izvedli to mini davčno reformo, ko bi se pač nekaj let, vsako leto
zaradi dviga davčne olajšave neto plače povečale postopno vsem zaposlenim, brez tega, da bi to pomenilo večje breme za delodajalce oziroma za gospodarstvo, in konec letošnjega leta, če bi to teklo, ne da bi vmes posegla ta vlada, bi vsak zaposlen v Sloveniji dobil še eno neto plačo več. Se pravi, 12. Za 12. dohodka bi se plača povečala, brez tega, da bi to dodatno predstavljalo dodatne pač prispevke za gospodarstvo. Mislim, ta mini reforma je bila sprejeta ob veliki podpori, ne, tako zaposlenih kot gospodarstva, ampak Golobova vlada, ne, je to ustavila, a ne. Mogoče se spomnite njegovega nastopa, da je roko na srce, treba je povedati, da je on to obljubil pred volitvami, ne, še prej se je glasovalo, ne. Mogoče se spomnite tistega nastopa, ko je rekel, zakaj bi zniževali davke, kaj jaz rabim še več denarja, ne, ga bom trošil za neumnosti, ja pa sej niso vsi dobili milijonske nagrade v Genu, tako kot ona, ne. Ampak to je rekel pred volitvami, ne, in 400.000 ljudi je kljub temu volilo Gibanje Svobodo, ne. In dejansko so to naredili. Oni so zakon preklicali, samo prva polovica se je izvedla in pač plače se, oziroma neto prihodki se ne višajo. To je bistveno znižalo, rekel, konkurenčnost slovenskega gospodarstva, še posebej v smislu privabljanja tujih investicij v panoge, kjer so večje plače, ne, kjer je večja dodana vrednost. Ker tam se je to najbolj poznalo, ne. In nekaj velikih investicij, kjer je Slovenija konkurirala, smo enostavno s tem odpikali, ne. Tako da, ampak kot rečeno, ne, to je bilo napovedano naprej, pred volitvami, in 400.000 ljudi je to kupilo, ne. Pač bo svoboda, bomo imeli nižje plače, ampak bo svoboda, ne. Kako so si to razlagali, jaz mislim, da noben ni dojel, da se bo to dejansko zgodilo, ne. No, seveda, na občutek ekonomske svobode vplivajo tudi, ne vem, ravnanja pa izjave odgovornih, ne. Mi smo edina država na svetu, vsaj demokratična, ki ima ministra v vladi, ne, ki izjavi, da so slovenski izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva. In ta oseba postane minister za delo, a ne, ki potem predlaga še nek zakon o zakompliciranem štempljanju, ne, o prihodu na delo, katerega se zdaj sestaja ekonomsko-socialni svet, pa razpada, namesto da bi se ukvarjali s pametnimi stvarmi, a ne. In imamo poslanca vladne koalicije, ki je na odprti sceni v Državnem zboru rekel, da je treba podjetnike sterati z bajoneti v morje. Da je težko pol taka država napreduje na lestvici ekonomske svobode, a ne. Pač, ne vem, ne predstavljam si nekega normalnega okolja, kjer bi se to dogajalo, pa pač ne bilo reakcij v tem smislu, da pač taki ljudje ne bi bili več na teh mestih. Zdaj, kar se tiče migracij, vse prognoze, ki jih delajo različne svetovne pa evropske institucije v zadnjem času ali pa v zadnjih 2 desetletjih, pač opozarjajo na problem krepitve pritiska na evropske meje. Povprečna starost v Evropski uniji je po moje okrog 40 let, v Sloveniji 46 pa še nekaj, smo med 10 najstarejšimi državami na svetu, ne državami, ampak z enim najstarejših prebivalstev, velik problem. Imamo pa čez ozko Sredozemsko morje Afriko,
ne, ker je povprečna starost 25 let. In standard, ne vem, 10-krat nižji kot v Evropski uniji. In jasno je, da to ustvarja pač pritiske, ne, migracijske pritiske. Evropska unija se je zdaj malo streznila, imamo malo boljšo zakonodajo oziroma ureditev kot leta 2015, se pravi, trend je šel vseeno v pravo smer. V Sloveniji je šel po obratno smer, ne. Mi imamo vladno koalicijo, ki je zapisala v koalicijsko pogodbo, da bo odstranila ograjo na južni meji. Zdaj ograja ni samo neka fizična ovira, je tudi nek simbol, je pač neko sporočilo, a ne. Če že to delaš, saj tega ne najavljaj, ne, kot velik cilj. Potem se je na veliko debatiralo in se je šlo v to, televizija to kazala. To so videli tudi v migracijskih centrih v Bosni, razumete, kjer je na 10 000 ljudi, ki pač po balkanski poti hočejo v Evropo. To niso družine z otroki, ki bežijo iz držav, ker je vojna. To so v glavnem pač mladi moški iz držav, kamor Evropejci hodijo na dopust, ne. Tunizija, Alžirija in tako naprej. Egipt, tisti val iz Afganistana je več ali manj pojenil, ne. No in potem smo doživeli še izjavo predsednika vlade Goloba ob robu srečanja Evropske politične skupnosti, ko je pred kamerami ne samo naših, ampak tudi tujih medijev rekel, edina rešitev za ilegalne migracije je, da jih naredimo legalne. Jaz sem videl en bosanski časopis, kjer je bilo to v naslovu. In predstavljate si nekoga tam v šotoru pri Zenici, a ne, ki to prebere, si misli, pa glejte, ali pride v Slovenijo s potnim listom ali brez, je vseeno, a ne, če ni razlike med legalno pa ilegalno migracijo, a ne. In jasno, to je samo spodbuda, da se odpraviš na pot, dejansko. Zdaj, ne vem, v zadnjem letu se v državah, iz katere se v glavnem pač krepi ta migrantski val, ki prihaja po balkanski poti, ni zgodila nobena vojna, nobena večja stvar, ne. Se pravi, nemogoče reči, da je trikratno povečanje številk teh, ki jih slovenska policija odkrije, rezultat neke višje sile, ne. To je pač rezultat tega, da Slovenija se je naslikala kot država, kjer praktično ne ločimo med ilegalnim pa legalnim prihodom. In številke so eksplodirale. In zdaj, ko je Ljubljana polna, a ne, ko so azilni centri na Viču pa na Kotnikovi polni, pa ko je poln tudi center v Logatcu, kjer so ljudem rekli, tukaj bodo samo dejanski begunci, družine z otroki, pa so rekli Logatčani, ja, bomo pomagali. Zdaj so tja nabasali vse živo, ne, še najmanj je družin. Ampak so kapacitete premajhne. In potem je še Italija začela nadzorovati mejo. Poleg tega je Italija zdaj podpisala sporazum z Albanijo, da bodo ilegalni migranti, ki zaprosijo za azil, čakali na odločitev v Albaniji, ne v Italiji, ne. In se bo pač ta množica transportirala tja. To seveda Slovenija dela tudi bolj privlačno, ne samo kot tranzitno državo, ampak tudi kot končno tarčo, ne, migracij, in se je vse botrovalo k povečanju teh številk in zdaj so se mojstri na vladi usedli in so rekli, zdaj bomo pa to problem malo razvozili po Sloveniji, ne.
Bog ne daj, da bi povedali vsaj županom, in so rekli, aha, evo pa azilni center v Brežicah, pa v Središču ob Dravi. Ljudje so se temu uprli, včeraj je bila skupna seja 3 občinskih zborov, vseh 3 občin, ne samo Središča, tudi Ormoža, pa še ene sosednje občine. Tam so svetniki iz različnih strank, vsi so soglasno glasovali proti temu. Niste nas nič vprašali, so rekli, mi pa cesto zaprli, pa vas tudi ne bomo nič vprašali. Skratka, zgodil se je nek spontan upor, ki je upravičen. Gledajte, ki je upravičen. Tukaj je vlada ravnala napačno, povečala nek problem in namesto, da bi spremenila politiko, so pač bolj nadzorovala mejo, pritisnili na Hrvaško, da nadzoruje zdaj, ko imajo šengensko mejo z Bosno, eventualno jim pomagala z policijskimi ekipami. Ne, oni to distribuirajo po celi državi. To pač ne bo šlo, jaz mislim, da ne sej mimo grede. Ste prepričani, da ni kak načrt tudi za Tolmin? Njim niso nič povedali, tudi nobenemu drugemu naprej očitno ne bodo povedali. Tako da jaz bi malo previden, jaz bi malo previden tukaj. Poglejte statistike v Ljubljani. Kriminal, ki ga povzročajo tujci, ker pač on je prav ilegalni migranti, ampak tujci, v policijskih statistikah je narastel do neba. Predvsem število posilstev, napadov, kraj. Zdaj ljubljanski župan sicer obesil po Ljubljani plakate, na katerih piše vesela sem, ker se lahko po noči samo sprehajam po Ljubljani. On misli, da bo pač s tem zadevo rešil. Sej na nekem plakatu je nekdo napisal tudi Ismet in Ahmed sta vesela. Tako da tle so ljudje sami reagirali na to provokacijo. No in predstavljate si tudi situacijo recimo čez pol leta, ko bo v Italijo prihaja veliko, tudi z ladjami, veliko ilegalnih migrantov. Italija bo zdaj to transportirala v Albanijo, tudi tiste, ki prihajajo v Lampeduso, ki ne gredo drugače po balkanski poti, ampak ko bodo posamezniki in glede na novo politiko v Italiji, bo teh odobritev azilov zelo malo in ko bodo tam v Albaniji slišali ali pa pač dobili odločbo, da ne bo dobil azila v Italiji, čao, pa bo šel po balkanski poti in bo spet tukaj na naših mejah, če se nekaj ne bo uredilo. Tako da jaz moram reči, da ta upor, spontan upor v Brežicah pa v Središču ob Dravi in Ormožu je zelo dobrodošla zadeva, ker pač jaz mislim, da vlada tukaj svojega ne bo dosegla in bo morala začeti razmišljati o spremembi pač migrantske politike, ki je tudi v nasprotju zdaj z evropskim mainstreamom. Junija so evropske volitve, migracije so ena od prvih tem, vse države zaostrujejo, vse države razen Slovenije zaostrujejo tukaj politiko, ker pač na ta način ni rešitve. Še enkrat, 25% teh, ki prihaja, niso begunci, so pač mladi moški, ki mogoče so tudi kriminalci vmes, niso pa vsi. Ne moreš posamezniku tam nekje v Nigeriji zameriti, da hoče v neko boljše življenje, ampak Evropa nima prostora še za 500 milijonov teh, ki v Afriki mislijo, da je v Evropi boljše življenje, ker so socialne podpore za nekoga, ki prosi za azil, višje od plače, ki jo tam dobi, če dela. Tam se morajo razviti, tam naj dela, tam naj se izobražujejo, tam naj dvigajo standard, ne pa da
se prihaja sem in pač ta treznost mora tukaj enostavno prevladati, ne. V Sloveniji, zdaj, če ste bili zelo pozorni, je ta levičarski javni ali pa medijski prostor tudi že z samo terminologijo zamegljiv problem. Ker tukaj so tudi, ko gre za mednarodne konvencije, so pojmi jasni. Nekdo, ki je preganjan, ki beži pred vojno, katerega življenje je ogroženo in beži iz države, kjer je ogrožen, je begunec. Nekdo, ki legalno hoče v neko drugo državo, zato da bo tam delal in tako naprej in pač zaprosi za delovno dovoljenje oziroma vizo, je delovni migrant. Nekdo, ki pa ni nič od tega, pa samo ilegalno vstopi v neko drugo državo, je pa ilegalni migrant. No, ampak veste, poslušajte vesti zvečer, večina slovenskih medijev je začela uporabljati termin prebežnik. Prebežnik je po slovarju nekdo, ki med vojno iz ene strani prebegne na drugo. Popolnoma neustrezen termin, ampak da se zabriše, pa da se reče, vsi so bogi, vsem je treba pomagati in tako naprej. Se je skovala in pač nekateri novinarji povejo, da jim uredniki ne dovolijo, ko poročajo, da rečejo ilegalne migracije, ilegalni migrant, ampak morajo uporabiti besedo prebežnik, ki je popolnoma napačna. Mi smo, ko smo prevzeli vlado v času covida, so bile tudi številke visoke in smo jih, mislim, aprila leta 2022 smo jih bistveno znižali z našo politiko, z tem, da se je vedelo, da pač je vlada, ki ni naklonjena temu, ki tudi vrača tiste, ki niso upravičeni. Itak, glejte, Slovenija ni otok, Slovenija je sredi, ne samo sredi Evropske unije, Slovenija je sredi držav, ki imajo šengensko mejo. Mi nimamo več šengenske meje, Hrvaška ima šengensko mejo. Ne samo, da ima zunanjo mejo Evropske unije, ima šengensko mejo, odkar smo jo sprejeli v šengensko območje. In tisti, ki iz Hrvaške pridejo v Slovenijo iz varne države. Ni Slovenija po Dublinski uredbi dolžna poskrbeti. Prva varna država, če gre za begunce, je dolžna poskrbeti za begunce, ostali so dolžni pač pomagati. Po mednarodnih konvencijah, ko gre za ilegalne migrante, pa nihče ni dolžan poskrbeti. Ok, če zaprosi za azil, se izvede postopek, kjer se ugotavlja, ali je dejansko begunec ali ne. Če se ugotovi, da ni, pač mora iti nazaj. Stvar pač ne deluje, se sistem podre. Torej, to, kar delajo zdaj na Obrežju oziroma v Brežicah pa v Središču ob Dravi, je budnica. Se borijo tudi za vaše oziroma za naše interese, ker to, mislim, da bo vlado streznilo. No, veliko je teh problemov, ki nam zbujajo skrb. Eden od teh, in tudi to bi prosil, da se jo dotakneš, je Ukrajina, je vojna, je Putin, je Bližnji vzhod, ampak Ukrajina je vojna v Evropi. Obenem se pripravljajo volitve v Ameriki. Kam se bo pravzaprav nagnila usoda vseh teh elementov, ki se srečujejo tu? Ja. Mislim, Evropa ima, zdaj, če govorimo o Evropski uniji, neki politični in gospodarski skupnosti, kamor tudi mi pripadamo, ima dva glavna izziva pred sabo. Poleg migracij, ki je stalen in ker se je, hvala Bogu, v zadnjih
zadnjega pol leta pač politiko obrnilo v pravo smer. Ta dva ostala problema sta vojna v Ukrajini, ne, ki v temelju ogroža evropsko varnost oziroma potencialen negativen izid te vojne. Drugo je pa seveda to brezglavo hitenje v zeleni prehod, ki uničuje evropsko industrijo in na koncu tudi nič ne prispeva k ohranjanju planeta. Zdaj, kar se tiče vojne v Ukrajini, na polici te založbe, ki ima tudi zunaj štand, je ta knjiga, ne. Zakaj mora Ukrajina zmagati, od Thomasa Cromwella. To je ena najboljših, če ne najboljša knjiga, pa jih je išlo na stotine od februarja leta 2022. Ni ravno preveč reklamirana, bom razložil zakaj. Zdaj, ko to knjigo preberete, razumete, zakaj se je to, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, zgodilo. To je knjiga, ki pač analizira kritično obe strani. To ni knjiga, ki zgolj pravi, aha, Putin je diktator in je pač zdaj šel v vojno. Analizira tudi krivdo Zahoda zaradi stvari, ki niso bile narejene, pa bi morale biti, in če bi bile, vojne ne bilo. Zdaj ni časa, da bi šli v podrobnosti. Prvič naj rečem, da situacija v Ukrajini je nepredvidljiva. Ne vemo, kam se bo stvar obrnila. Jaz sem bil tam dvakrat, odkar se je vojna začela, tudi takrat 2 tedna po agresiji. Pa tudi v lanskem letu. Situacija je tam težka, tudi notranje politično. V Ukrajini danes, po moje, ni nobene širše družine, ki ne bi imela nekoga, ki je bil ubit ali ranjen ali je v ujetništvu zajet. Je na stotine otrok, ki so jih pač Rusi odpeljali, pa ne vedo, kje so. So pokopališča, ki jih težko najdete, kjer pač so grobovi tudi po poljih in travnikih okrog pokopališča. Ko smo bili nazadnje tam, tudi na tem zahodnem delu, pač, če hočeš razumeti državo, ki je v vojni, moraš iti na pokopališče, in tudi na tem zahodnem delu, ker ni spopadov, je na stotine svežih grobov v vsakem večjem naselju. Tam vidiš podletnice, to so fantje in dekleta stari 20, 22, 24 let, cvet naroda, inženirji, piloti, zdravniki, vsi, ki so se kot prostovoljci javljali takrat v tistih prvih dneh. In zdaj ta davek, ki ga je Ukrajina že plačala, je zelo visok. Zahod je pa pomagal, kako bi rekel, srečal sem Ukrajinca, ki je rekel, saj smo hvaležni za vsako pomoč, ampak to, kar dobimo, je to, da ne veš, ali bomo ali ne bomo. Ampak zdaj ključen odgovor, ki ga ta knjiga ponuja na vprašanje, zakaj je pač Rusija v 21. stoletju napadla Ukrajino, državo, ki ima 40 milijonov ljudi, ki je največja evropska država po teritoriju, z bogatimi zalogami, država, ki se je odpovedala jedrskemu orožju, in so ji velesile garantirale varnost. Ukrajina je imela 3. največje zaloge jedrskega orožja po osamosvojitvi, pa se je temu odpovedala. Združene države, Združeno kraljestvo, Francija, Rusija, vsi so garantirali z tistim sporazumom iz Budimpešte iz leta 1994 varnost Ukrajine. Ampak kljub temu imamo zdaj tam vojno, kjer je umrlo že na 100.000 ljudi in je na milijone beguncev, delno tudi v Sloveniji.
Z enim stavkom Thomas Cromwell na vprašanje, zakaj mora Ukrajina zmagati, odgovarja takole. Ukrajina mora zmagati zato, ker se nekaznovano zlo vedno vrne. Tudi v Ukrajini je ta vojna zaradi tega, ker zlo komunizma ni bilo kaznovano. In potem pač dela primerjave, mnogo zgodovinskih primerjav je, dogodki so opisani, za kjer v šolah nismo nikoli slišali. Iz časov druge svetovne vojne, pač naredi to primerjavo, ko je bila poražena nacistična Nemčija, so zahodni zavezniki tam pač nacizem izkorenili kot ideologijo, kot koncept. Denacifikacija je bila izvedena, ko je bila poražena Japonska, je ta militaristični koncept japonske družbe tudi doživel preobrazbo in odstranitev. Zdaj, ko je bila v hladni vojni poražena Sovjetska zveza, je ta razpadla, ampak dekomunizacije tam ni bilo izvedene. Zahod je Rusijo po razpadu Sovjetske zveze bolj vzel kot lovišče za poceni surovine, multinacionalke so se tja zapodile, divje lastninjenje, mi poznamo pojem divje lastninjenje, divja privatizacija, prihvatizacija. Veliko tega je bilo narobe pri nas, no v Rusiji je bilo to še na 10. potenco. In jasno, ljudje so bili nezadovoljni in takrat je omrežje, ki je edino še obstajalo iz prejšnjega režima, to je bila tajna policija KGB, enostavno izvedlo manevr, prevzelo oblast, Putin je bil na vrhu te strukture in od takrat naprej to omrežje vlada. Najprej so bili previdni, potem pa pač se je to izrodilo v bistvu diktaturo, ki ogroža ne samo Ukrajino, ampak tudi mir v Evropi. Pa so bila opozorila. Grozni je bil zbrisan z obličja zemlje. Na 10.000 Čečenov je bilo pobitih, pa svet ni reagiral. Potem je bila leta 2008 vojna v Gruziji. Tudi veliko mrtvih, zaseden del Gruzije, neke sankcije smo uvedli, pa se je to hitro pozabilo, Putin je prihajal povsod, trgovalo se je Nord Stream 2, Severni tok 2 so Nemci gradili, da je bila Evropa še bolj odvisna pol od Rusije. Podkupilo se je na desetine evropskih politikov z pozicijami v upravah in nadzornih svetih ruskih energetskih družb, Gazproma, Lukoila, bivšega nemškega kanclerja, avstrijskega, vse smo tam našli za milijonske nagrade. Skratka, in se je mižalo. Potem je prišlo do okupacije Krima, rekel, bliskovite ruske vojaške operacije tam. Pač nekaj sankcij je bilo, Ukrajina je prosila za pomoč, noben ni prav veliko pomagal. In jasno, Putin je verjel, da karkoli bo naredil, bo šlo naprej po isti poti. Zdaj, ukrajinski odpor februarja leta 2022 ga je presenetil, ker ruska vojska je šla na Ukrajino približno tako kot jugoslovanska na Slovenijo. Mislili so, da bo to v parih dneh končano, da bo vlada pobegnila, predsedniku so itak Američani ponujali azil, ampak se to ni zgodilo, ostali so tam, so se borili in tistem prvem valu so v bistvu zmagali. Sem bil v Kijevu, ko so bili ruski tanki še v predmestih, se ni vedelo, kaj se bo zgodilo, ampak ta morala je bila takšna, da je bilo meni jasno, da Rusi Kijeva takrat ne bodo zavzeli, da bodo v tistem prvem valu poraženi in so bili. Ampak primerjava med vojaškimi kapacitetami Rusije in Ukrajine, to je palček proti Galjotu in potem smo imeli sredi aprila leta 2022
prvi vrh NATO, kjer je tudi Zelenski preko video povezave rekel naslednje. Vsak dan umira na stotine Ukrajincev, ampak mi ne prosimo za vaše fante in za vaše vojake, da pridejo k nam in da umirajo v Ukrajini, ne. Mi sem prosimo za materialno oziroma vojaško pomoč. Vojakov imamo dovolj, prostovoljci prihajajo od povsod. Prosimo za 1% vaših vojaških rezerv. Za 1% vojaških rezerv NATO pakta. In se bomo sami ubranili. No, od takrat je minilo 2 leti in Ukrajina ni dobila 1% vojaških rezerv NATO pakta. Začele so se razprave, kaj je ofenzivno, kaj je defenzivno orožje, ali se jim pomaga s tanki, ali se ne pomaga s tanki, ali z avioni, ali ne z avioni, pa potem, ko je bilo rečeno, ja, pomagamo, je minilo še 1 leto, preden so kaj dobili. Zdaj je ta razprava v Nemčiji, ali se jim pomaga s Taurus raketami, ali se jim ne pomaga s Taurus raketami. Hkrati se je pričakovalo od Ukrajincev, da bodo naredili ofenzivo, pa se je kar osvobodili. Pač nivo razvoja vojaške tehnike je tak, da če pač ena stran obvladuje zrak, ne, obvladuje zračni prostor, pa ima rakete, s katerimi lahko ti s pomočjo satelitske navigacije zadeneš tarčo 1000 kilometrov stran, potem ne moreš ti z ofenzivo pehote osvojiti ozemlje. Je to samo klavnica in dejansko Ukrajina je tam na zahodu v Bahmutu lani izgubila na 10 000 vojakov. Ne. Oni ne objavljajo teh številk, sem so pač zelo visoke. Ne. Skratka, no in zdaj pa jim je v bistvu zmanjkalo granata. Ne. Zahod je v tem času sprejel na desetine resolucij, vsak dan slišite kakšnega predsednika, ki pravi, pomagali bomo v Ukrajini, a ne dokler bo treba, vsi se zaklinjajo. Mislim, take resolucije ne moreš dati v topovsko cev, ne. Zato rabiš granato, ko je vojna, je žal pač to edino, kar te ubrani. In v tem trenutku je zelo negotovo, no, kako se bodo stvari obrnile in morala je padla. Danes v Ukrajini ni več tega razpoloženja, borili se bomo do konca, kot je bilo na samem začetku, ker pač je čas naredil svoje, žrtve so, poleg tega je seveda tudi v Sloveniji srečate kakšen Mercedes z ukrajinsko registracijo, ne, v katerem je mlad šofer, ki bi se moral boriti tam, ne, pa je pač dezertiral, ne, nekaj 100 000 dezerterjev imajo že. Situacija je pač kritična, ne. Če ne bo v kratkem zadostne pomoči, gledajte, Kijev lahko pol dejansko pade, ne. In čez 2 tedna so potem ruski tanki na meji baltskih držav. To je vsaj v delu Evrope vojno stanje. Zdaj Rusija ni takšna sila, da bi pač ti tanki kar jutri bili že pol pri nas, ne, to absolutno ni. Ampak tako stanje pomeni, da bomo plačevali za nafto še enkrat več, kot plačujemo zdaj, ne. Ker je pač kriza, logistične verige se bodo trgale, izdatki za obrambo bodo šli gor, vplivalo bo to na naš standard, na vzdušje. Tako da, glejte, pač to, kar se dogaja v Ukrajini, v veliki meri odloča tudi, kakva bo kvaliteta našega življenja v prihodnje. To knjigo se pa splača prebrati zato, da pač razumemo, ne, ker to, kar je v medijih, to je samo površina, ne, pač neke številke, pa neke izjave in tako dalje, ni pa stvari, ki pomagajo pač razumeti, pa tudi malo videti naprej, kaj se lahko zgodi in kaj se ne. Mogoče je zdaj čas za vaše vprašanje, ne. Hvala. Seveda čas je, da imate vi besedo
Jaz mislim, da mikrofon je dosegljiv. Ja, gledajte, samo roka se dvigne in bo mikrofon preletel k vam. Jaz sem Matija Bilban in sem janšist. Te najprej bi rekel, hvala Bogu, da smo imeli leta 22 predsednika vlade, ki je bil in se je postavil na pravo, je Slovenijo postavil na pravo stran zgodovine okoli Ukrajine. Ker če bi bili levičari, sem prepričan, da bi bili pri Rusih. To je okoli teh leten, ki smo jih zdaj obdelovali. Bi pa rekel naslednje. Depolitizirano vodstvo RTV je vse pretvornike blokiralo za vse programe, razen za režimske. In zato imamo zdaj tisti, ki smo na antenah, samo RTV Severna Koreja. To je pa verjetno celo podeželje po celi Sloveniji, mesta pa kakor kjer, ampak na podeželju so ljudje na desno obrnjeni na levo. Se to da noter nič odgovor, ampak to, da se ve. Hvala. Ja, v bistvu so 60,000 gospodinjstev odrezali od možnosti sprejema. Ne? Ja. Veliko. Ne? Nekaj, kar bi si tudi težko predstavljal še 10 let nazaj, da si lahko privoščil. Tomaž, gospod predsednik, najprej vam čestitam, da ustrajate na največji stranki v Sloveniji. Je pa en pogled iz lanske statistike. V lanskem letu je bilo v Sloveniji rojenih malo več kot 15,000 otrok. In če bi vsak otrok živel 100 let, bi bilo v Sloveniji samo še 1,5 milijona ljudi. Zdaj nas je približno 2 milijona. Kako vaša stranka razmišlja o tem, a bo sploh še čez 100 let tukaj kateri Slovenc? Hvala lepa. Ja, prvo strateško vprašanje Slovenije, pa tudi Evrope, je rodnost, je demografija. Ja, lansko leto se je rodilo skoraj 800 otrok, manj kot leto prej. To je več kot en krepak bataljon v vojaškem žargonu. Nekaj desetletij nazaj je bila rodnost v Sloveniji še enkrat večja, kot je danes. Ta, ki je zdaj, ne zadošča za reprodukcijo. Prebivalstvo v Sloveniji sicer majhno narašča, nas ni več 2 milijona, nas je 2 milijona 100 tisoč pa še nekaj, ampak zaradi priseljevanja. Zdaj priseljevanje ni, pač migracije so vedno bile, nekaj priseljevanja povsod je normalno, ampak ne sme ogrožati jedra, razumete. Priseljevanje je lahko to, kolikor ga lahko asimiliraš. Čim nastajajo geti, pa se pojavijo take ideje, kot je zdaj imela vladna koalicija, da se v šole uvede poučevanje jezikov tistih, ki prihajajo. Pač tisti, ki prihajajo, svoj jezik znajo, oni se morajo naučiti našega jezika. Razumete, če hočejo biti tukaj, ne pa svojega. Jaz res nisem verjel, da on tako neumnost, ki je doživel v slovenskem parlamentu. V prejšnjem mandatu da moram reči, da v Evropi je nekaj držav, ki so te trende obrnile. Ki so te trende obrnile v pozitivo in tudi vemo kako. Mi smo v prejšnjem mandatu proučili te dobre prakse in smo ustanovili urad za demografijo v Mariboru. Ta urad je pripravil nabor ukrepov, s katerim se ta demografski trend lahko obrne. Se je drugod s podobnimi ukrepi od pač, to niso materialni problem, je pa tudi materialni problem. Če mlada družina nima možnosti, da ne vem, ali pa če je obsojena na življenje v garsonjeri 25 kvadratov, pol si zelo težko zamišlja veliko družino. Je zelo pomembno, da imamo stanovanjsko politiko, ki pač mladim omogoča, da
si pridobijo ugodne kredite, da je politika urejanja prostora takšna, da lahko poleg družinske hiše zgradi še eno brez prevelikih komplikacij, če tam mladi ostajajo, ne pa imajo družino. In seveda družina, ki ima veliko otrok, mora imeti davčne in vse ostale olajšave, ker otrok ni strošek, otrok je investicija v prihodnost vsake družbe. To je nekdo, ki bo šel v službo, ki bo delal, ki bo plačeval prispevke, ki bo plačeval pokojninsko in zdravstveno blagajno, ne? Ker sicer bomo enkrat vsi v penziji, pa ne bo nobenega, ki bo v te sklade plačeval. Skratka, miselnost je treba obrniti, ne? To ni strošek ali pa socialni problem ali pa socialna politika, družinska politika ni socialna politika. Družinska politika je strateška razvojna politika in tako je treba obravnavati. In urad za demografijo, ki smo ga sicer s težko muko, ker pač naša koalicija je bila raznobarvna, pa manjšinsko vlado smo imeli, ampak smo ga vseeno ustanovili. Zbrala se je dobra ekipa, proučena je bila tuja praksa. Potem je prišla nova vlada, en od njihovih prvih ukrepov je bil ukinitev tega urada. Ukinili so urad za demografijo, ljudi iz tega urada so prerasporedili na urad za migracije in denar iz tega urada so prerasporedili na urad za migrante. Tako si ta vlada pač zamišlja reševanje demografskega problema, ne? Kar je v nasprotju z duhom slovenske ustave, kar ni samo pač norost samo po sebi, ampak to je v nasprotju z duhom slovenske ustave. V slovenski ustavi piše, Slovenija je država svojih državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Torej, če ni slovenskega naroda, potem tudi ni slovenske države. Samo tako, da zamenjaš prebivalstvo, pa rečeš, to je tudi Slovenija, to ni Slovenija. In zdaj smo nekje na kritični točki, lahko gre pač z pametno politiko na bolje, lahko pa gre z nadaljevanjem te politike na slabše. Tako da to, kar so naredili ljudje zdaj v Središču ob Dravi pa v Brežicah, je budnica, je alarm, ki pomaga reševati ali pa pomaga, da bomo prišli do tega, da bomo tudi to ponovno začeli reševati. Dejansko, gledajte, demografska slika je v Sloveniji velikanski problem. Niso vsi deli takšni, ampak večina Slovenije je črne barve, kar pomeni, da več ljudi umre, kot pa se jih rodi. Še imamo čas za eno, dva. Marija tukaj. Jaz vas pozdravljam oba in jaz bi, gospod Janša, jaz vas zelo cenim kot politika, vsa leta vas spremljam, ker ste v odločilnem faktoru v slovenski politiki. Vas pa hoče očitno na nek način, mislim, nastalno vas onemogoča in mislim, da tudi zdaj tale Logarjeva kompanija, ki se je skrb spravila, da ima pač po mojem Levica nekaj od zadja, ker vam hočejo škodovati na naslednjih volitvah. Zdaj, kar se tiče pa vojne v Ukrajini, se pa ne strinjam z vami, ker v bistvu, če se marsikaj posluša tudi na kakšnih drugih virih, se lahko, mislim, se vidi, da je v ozadju vsega tega Amerika in to dejansko, da se Amerika celo Evropo spravlja na kolena zaradi tele ukrajinske vojne. Ne se ne govori o pogajanjih, govori se samo o prodaji orožja in ve se, da je Amerika ena tretjina v bistvu gospodarstva se poganja z proizvodnjo orožja in tole je v bistvu zelo negativno, ker se spodbuja samo prodaja orožja, se pa ne govori o pogajanjih in bi mogli v bistvu v tej smeri se pogovarjati. In dejansko Evropa je zelo nastradala zaradi tele vojne in to je Evropa v glavnem kriva, ker je ona v bistvu ni spoštovala tistih določenih predpisov, ki mislim pač glede NATO in tole je v bistvu precej tega. Zdaj pa še glede demografije, je pa tudi problem, ker se tudi premalo govori, ker je zaradi tega cepljenja, ki sploh ni bila cepiva v času po covidu, mislim tistem času epidemije, so cepiva naredile precej škode in je tudi tole precej vpliva se je precej povečala smrtnost in tole se sploh preveč ne ocenjuje in govori, mislim tako javno, to se prikriva, ker so bili mediji zelo plačani za to, da so v bistvu določeno samo agendo gonila, mislim,
dejansko so te stvari zelo problematične, pa se jih ne toliko javno ne govori, ker to se ne sme. Ne. Dejansko je pa precej na tem področju problematičnih stvari. Ni potreba, da mi odgovarjate, ker pač bi slišala vaše mnenje. Ne, zdaj, kar se tiče smrtnosti po covidu, včeraj je minilo, natančno so minilo 4 leta, odkar je naša vlada prevzela odgovornost en dan potem, ko je bila epidemija razglašena. Danes smo imeli eno tako spominsko srečanje te zdravstvene delovne skupine in je bivši direktor NIJZ-ja, dr. Milan Krek, prinesel tudi sveže podatke, iz katerih je razvidno, da je doslej za covidom v Sloveniji umrlo 10.000 ljudi. To so presežne smrti od leta 2020 zaradi covida. Ja. Kar se tiče Ukrajine, pa se mi da samo delno razhajava. Pa delno imate prav. Zakaj Združene države niso Ukrajini pomagale takoj, prvo leto, ko Rusija še ni bila pripravljena in kopana dovolj, da bi se Ukrajinci sami obranili, zakaj Amerika ni dala 1% teh vojaških rezerv. Slovenija je mimogrede to dala, pa še nekatere manjše države so to dale. Nacionalna garda Kolorada ima, ne vem, 1000-krat več kapacitet kot slovenska vojska. To so pač ta razmerja. Tudi zaradi te kalkulacije. Lahko citiram ljudi, ki so to skoraj priznali. Interes dela odločevalcev v Združenih državah je, da ta vojna traja. Ne samo zato, da oni lahko prodajajo orožje čim dlje, ampak tudi zato, ker so mislili, to je vojna, ki bo Rusijo izčrpala. Potem se bo to spremenilo pač geostrateško sliko tukaj. Seveda bodo to Ukrajinci plačevali življenje, ampak to niso naša življenja. Ker to je edina pač razlaga, zakaj te pomoči na začetku, ko je bila učinkovita, ni bilo dovolj, ker so vsi pač logični razlogi govorili za to. Mislim, lahko še marsikaj citiram, ker sem je tisto prvo leto pač na številnih srečanjih, kjer smo se skušali boriti za to, da se Ukrajina obrani čim prej, da se vojna konča in tako dalje. Zdaj pa Ukrajina v tej situaciji, ki je, se ne bo vdala. So se še vedno pač pripravljeni boriti, del države je pač neprizadet, je tudi druga struktura. Tudi če Rusija okupira formalno Ukrajino, bo tam še vedno nek odpor, vojna bo še vedno trajala in se bo širilo proti nam. Se pravi, edini način, da se stvar konča in zaključi, je, da ne da je Rusija poražena, kot eni reče, bo pa Rusija poražena, pa bo potem jedrski spopad, pa ne vem kaj. Če bo Ukrajina osvobojena, Rusija ne bo poražena. Pač Rusija bo še vedno tam takšna, kot je. Nevarna še vedno. Bi pa to lahko pripeljalo do pozitivnih notranjih sprememb. Evropa bo v tem primeru bolj varna. Ko gre za te stvari, pač bi se morali nekaj naučiti iz zgodovine. In ta knjiga je dejansko, če ste prebrali, boste videli, da to ni nekaj, kar je enostransko napisano, pa da to, ne vem, zagovarja ameriška stališča, daleč od tega. Govori zelo realno o situaciji, kjer krivda ni enostranska. Hvala. Mislim, da smo že presegli čas. Še zadnje vprašanje. Najprej se zahvaljujem gospodu Cukjatiju, ker je začel z pesniško uvodom. Namreč to je luksuz našega življenja, naše kvalitete življenja tukaj v Sloveniji in na podeželju. Namreč jaz sem zgodovinar, pa se preživljam z turizmom in k nam prihajajo Nemci, Holandci, Francozi,
ki so veliko bolj zbegani v lastnih domovinah. Sami povejo, mi smo nesrečniki, ker to ni več Nemčija, kot je bila, ni več Holandija, kot je bila, niti Francija. Italijani v Firencah, v starih delih mesta so Kitajci. A veste, tako da, ko pridejo tu na naše slovenske podeželje, zdaj, ko smo, se počutijo Evropejce, se počutijo doma. Rekel Nemci, Nizozemci, Francozi, se čuti ta evropska kultura, ki jo imamo še tu. Gor je toliko nasičeno za tujci, da so zbegani v tej anarhiji, v tej kaosu. Tako da letos bo 180-letnica rojstva Simona Gregorčiča. Veste, in je to krasno, da ostane, da vzdržujemo to kulturo, tega duha. In po tem duhu nas bojo cenili tujci. Veste, to moramo šparati, to je naše bogatstvo, da ohranimo slovenstvo, da se ne zgubimo v tej kapljih 7 milijard človeštva, ta 2 milijona. Veste, in mislim, da smo, če bomo to ohranili, je dovolj. Za konec je to. Jaz lahko rečem samo amen. Jaz se bom v imenu vseh lepo zahvalil za zelo poglobljene odgovore. Mislim, da smo bili deležni precej razširjene debate, ki je pokrivala tako probleme v Sloveniji kot Evropi. In mislim, da smo si lahko nekoliko razširili naša obzorja. Hvala obema, gospod Janša, gospod Cukjati. Ena majhna pozornost z naše strani. Hvala.